Tega vrednega mladega moža posvajam za svojega sina, Lucij Klavdij Neron. Preden je postal eden najbolj znanih rimskih cesarjev, je bil Neron najprej otrok, ki je odraščal sredi boja za oblast. V družini, v kateri je odraščal, ni bilo dovolj, da si bil v sorodu s cesarjem, da bi bil varen. Namesto tega si lahko postal tarča zaradi svojega imena in povezav s prestolom. Neron se je rodil 15. decembra leta 37 nešte štepto v obalnem mestu Antium, ki je danes del Italije. Njegovo pravo ime je bilo Lucij Domicij Ahenobarbus. Njegova mati je bila Agripina mlajša, sestra cesarja Kaligule. Bil je tudi pravnuk Augusta, prvega rimskega cesarja. Zaradi tega je bil Neron član julijsko-klavdijske družine, mogočne družine, ki je več let vladala rimskemu imperiju. Toda njegovo otroštvo ni bilo mirno. Neron je bil star komaj 2 leti, ko je Kaligula obtožil njegovo mater Agripino, da naj bi bila vpletena v zaroto za prevzem njegovega prestola. Ni jasno, kako resnične so bile obtožbe, vendar je bila takoj kaznovana. Vzeli so ji premoženje in jo izgnali na majhen otok. Neron je ostal brez matere ob sebi. Po nekaj mesecih je umrl tudi njegov oče. Takrat je bil Neron star komaj 3 leta. Njegov delež očetovega bogastva so prav tako vzeli pod vladavino Kaligule. Iz sina enega najmočnejših rimskih družin je nenadoma postal otrok, ki je bil popolnoma odvisen od svoje tete. Po besedah rimskega zgodovinarja Svetonija sta bila prva, ki sta skrbela in učila Nera, 2 nenavadna učitelja, plesalec in brivec. V času Rima so bogate družine gledale na nastopajoče zaničevalno. Zato ta zgodba prikazuje, kako zelo je padal Nerov položaj, potem ko je bila njegova mati izgnana. Vendar je pomembno vedeti, da je veliko podrobnosti o Nerovem življenju zapisano strani zgodovinarjev šele po njegovi smrti. Večina teh je povezana z ljudmi, ki so bili sovražno nastrojeni do njegove vladavine. Zato vseh grozljivih zgodb o njem ne smemo takoj sprejeti kot popolno resnico. Jasno je, da je Nero odraščal v svetu polnem strahu in izdaje. Njegov stric Kaligula je postal cesar leta 37 našega štetja. Sprva je bilo veliko ljudi zadovoljnih z njegovo vladavino. Bil je namreč tudi sin slavnega generala Germanika, zato so mu vojaki in navadni Rimljani zelo zaupali. Toda sčasoma si je pridobil vedno več sovražnikov. Obtožili so ga, da je krut, nepremišljen in sumničav. Če je koga posumil, da mu je sovražnik, je ta lahko izgubil položaj, premoženje ali celo življenje. Tudi lastni sorojenci niso ušli njegovi jezi. Zaradi tega Nerojeva mladost ni bila zaščita. Kot bližnji sorodnik cesarja in potomec Augusta je bil lahko viden tudi kot možna grožnja prestolu. Vse se je spremenilo šele 24. januarja leta 41 našega štetja. Medtem ko je Kaligula hodil po poti blizu Palatinskega griča, so ga napadli člani pretorijanske garde, posebne vojaške enote, ki naj bi bila sicer zadolžena za zaščito cesarja. Večkrat so ga zabodli, dokler ni umrl. Ubili so tudi njegovo ženo in majhnega otroka, da ne bi ostal noben neposreden dedič, ki bi se lahko maščeval ali zahteval oblast. Takrat je bil star komaj 4 leta. Po smrti Kaligule in koncu izgnanstva Agripine se je lahko vrnila v Rim in se ponovno združila s svojim sinom. Neru so prav tako vrnili velik del premoženja, ki ga je izgubil, toda to ne pomeni, da je njuno življenje postalo mirno. Novi cesar je bil Klavdij, stric Agripine in brat njenega očeta. Mladi Neru še ni vedel, da ga bo ta sprememba približala najmočnejšemu položaju v celotnem rimskem imperiju. Iz otroka, ki je skoraj izgubil ime, družino in bogastvo, ga bodo postopoma začeli pripravljati na prestol. In oseba, ki bo naredila vse, da ga postavi tja, ni nihče drug kot njegova lastna mati. Zdaj, po smrti Kaligule, je pretorijanska garda razglasila Klavdija za novega cesarja. On je stric Agripine in praded Nerona po poroki. Jasneje povedano, je brat Agripininega očeta. Ena prvih stvari, ki jih je naredil Klavdij, je bila, da je Agripino poklical nazaj iz izgnanstva. Končno je Agripina spet bila skupaj s svojim sinom. Prav tako so jim vrnili velik del bogastva in položaja, ki so ga izgubili v času Kaligule. Toda Agripina je vedela, da se lahko njihova usoda spet spremeni. Že je izkusila, kako je izgubiti denar, družino in svobodo samo zaradi odločitve cesarja. Zato je začela graditi lastne povezave znotraj Rima. Poročila se je z bogatim rimskim uradnikom Gajem Salustijem Pasienom Crispom. Ko je ta umrl, je velik del njegovega bogastva pripadal Agripini.
Nekateri starodavni pisci pravijo, da je Agripina svojega moža zastrupila ali celo lastnoročno ubila, da bi si prilastila njegovo premoženje. Vendar ni dovolj dokazov, da bi to res lahko potrdili. Možno je, da je to le del zgodb ustvarjenih zato, da bi jo prikazali kot pohlepno in nevarno osebo. Jasno je, da je postala bogata in vplivna ženska. Leta 48 na štatu je Klavdij ubil svojo ženo Missalino, potem ko jo je obtožil izdaje in zarote proti cesarju. Klavdij je ostal brez žene, medtem ko je bil njegov sin Britanik še mlad. Tu je Agripina videla priložnost, da približa Nerona prestolu. Leta 49 na Štutu se je Klavdij poročil s svojo nečakinjo Agripino. Takšna poroka v Rimu ni bila običajna. Senat je moral celo odobriti spremembo zakona, da bi to dovolil. Ne vemo natančno, kaj je bil Klavdijev pravi razlog. Mogoče je želel združiti dva dela njune družine. Agripinino ime je bilo tudi zelo močno, saj je bila hči slavnega generala Germanika in neposredna sorodnica Avgusta. Za Agripino je bila korist poroke očitna. Iz izgnane ženske je postala žena cesarja. In predvsem je s tem približala Nerona oblasti. Leta 50 Nilaštito je Klavdij uradno posvojil Agripininega sina. Od takrat je bil nekdanji Lucij Domicija Henobarb znan kot Neron Klavdij Cezar. Ni šlo zgolj za preimenovanje. Zaradi posvojitve je Neron postal zakoniti sin cesarja, bil pa je tudi starejši od Britanika, pravega sina Klavdija. Zaradi tega so Nerona začeli videti kot močnejšega kandidata za naslednjega cesarja. Postopoma so Neronu podeljevali naslove in odgovornosti. Predstavili so ga javnosti kot mladega dediča, prikazali so ga kot najbolj pripravljenega za vladanje. Njegov obraz se je pojavil na kovancih, udeleževal se je pomembnih slovesnosti in bil predstavljen vojakom ter političnim voditeljem Rima. Agripina je prav tako izbrala odlične učitelje za svojega sina. Eden izmed njih je bil Seneca, znan pisatelj in filozof. Drugi pa je bil Sext Afraniburus, ki je postal poveljnik pretorijanske garde. Z njihovo pomočjo se je Neron naučil javnega nastopanja, prava in načinov vladanja. Neron je bil prav tako navdušen nad glasbo, gledališčem in dirkami s kočijami. Ti interesi niso bili slabi, vendar so visoki rimski uradniki gledali na nastopajoče zviška. Zanje bi se moral bodoči cesar bolj osredotočiti na vojsko, pravo in vladanje. Obstajajo tudi stare zgodbe, ki opisujejo Nerona kot razvajenega in težko vladljivega med odraščanjem. Vendar je bila večina teh zgodb napisanih šele potem, ko se je njegov sloves poslabšal. Zato ni lahko vedeti, kaj je res in kaj je pretirano. Leta 53 našega štetja se je Neron poročil s Klavdijo Oktavijo, hčerko Klavdija in Mesaline. To je bila politična poroka. Glavni razlog ni bila ljubezen, to je bilo zato, da bi še bolj okrepil Neronovo povezavo z družino cesarja. Toda preden sta se poročila, naj bi se Oktavija poročila z mladeničem po imenu Lucij Junij Silan. Silanusa so obtožili neprimernega odnosa z lastno sestro in so ga odstranili z položaja. Mnogi zgodovinarji verjamejo, da je bila obtožba izmišljena, da bi ga odstranili z poti in ga zamenjal Neron. Silanus si je vzel življenje prav na dan poroke Klavdija in Agripine. V samo nekaj letih so previdno postavili Nerona na prvo mesto v vrsti za prestol. Po zakonu je bil že cesarjev sin. Bil je mož cesarjeve hčere. Imel je podporo pomembnih uradnikov in pretorijanske garde. Medtem pa je Britanik ostal v ozadju, čeprav je bil pravi sin Klavdija. Bil je mlajši od Nera in še ni bil dovolj star, da bi dobil enake politične nazive in podporo. Toda ko se je Britanik približeval pravi starosti, da bi imel večjo vlogo v vladi, bi se lahko načrt za naslednjega cesarja spremenil. In 13. oktobra 1354 Neštito je Klavdij nenadoma umrl. Po besedah starodavnih zgodovinarjev Tacita, Svetonija in Kasija Diona, morda je bil zastrupljen z gobami, načrtovala pa naj bi to Agripina ali Mano. Vendar so bile te zgodbe zapisane mnogo let po dogodku in njihove podrobnosti se razlikujejo. Zaradi tega ne moremo z gotovostjo trditi, da je bil Klavdij res ubit. Morda je umrl tudi zaradi bolezni ali naravnih vzrokov. Karkoli je bil pravi vzrok, vse je bilo pripravljeno za Nerona. Medtem ko Rim še ni vedel, da je cesar mrtev, je Agripina najprej poskrbela, da ima palačo pod nadzorom. Nato so Nerona predstavili pretorijanski gardi, vojaki pa so ga sprejeli kot novega voditelja.
Pri 60 letih je otrok, ki je nekoč izgubil mater, bogastvo in zaščito, postal cesar najmočnejšega kraljestva svojega časa. Toda za novim cesarjem je še vedno stala oseba, ki je načrtovala skoraj vsak njegov korak na poti do oblasti, Agripina. In na začetku vladavine Nerona je bilo jasno, da si oblasti ni želel le njen sin. Kljub temu pa je bil Britanik resnični sin Klavdija. A vendar je imel komaj 23 let in ga še niso šteli za dovolj starega, da bi lahko vladal. Neron pa je imel 16 let in je bil že dolgo predstavljen javnosti kot naslednji cesar. Pri 16 letih je Neron postal edini cesar Rima. Bil je najmlajši, ki je do takrat vladal rimskemu imperiju. Toda v prvih mesecih njegove vladavine še ni bil povsem svoboden. Agripina je še vedno močno vplivala nanj, kar je razvidno tudi na kovancih z začetka Neronove vladavine, kjer sta obraza matere in sina drug ob drugem. To je bilo jasno sporočilo, da Neron ni edini, ki ima oblast v palači. V vladi sta bila tudi Seneca in Burrus. Oni so pomagali mlademu cesarju pri njegovih prvih odločitvah. Na začetku je bil Neron previden pri vladanju. Obljubil je, da bo spoštoval senat in se ne bo vmešaval v vse primere in odločitve vlade. Njegovi svetovalci so prav tako poskušali preprečiti korupcijo in ustaviti nekatere zlorabljajoče davčne izterjevalce. Zaradi tega je bil prvi vtis mnogih Rimljanov o novem cesarju zelo dober. Vendar ni res, da je popolnoma prepovedal smrtno kazen, gladiatorske boje ali vse nasilne predstave. Takšne dejavnosti so se v njegovem času še vedno nadaljevale, jasneje je, da so se njegovi svetovalci trudili prikazati, da je bolj blag in umirjen kot prejšnji cesarji. Medtem ko je vlada na zunaj izgledala dobro, je v palači potekal oster boj za oblast. Agripina je želela, da jo njen sin še naprej uboga. Toda ko je Neron odraščal, je vse bolj čutil, da mu ni treba ostati pod oblastjo svoje matere. Njuni prepiri so postajali vse pogostejši. Agripini ni bilo všeč Nerovo razmerje z nekdanjo sužnjo, imenovano Akte. Za Agripino bi to lahko uničilo načrte, ki jih je pripravila za svojo družino. Namesto da bi poslušal svojo mater, pa se je Nero še bolj oddaljil od nje. Nekateri Agripinini služabniki so bili odstranjeni iz palače, izgubila je tudi svoje osebne stražarje in njena vloga v vladi se je postopoma zmanjševala. Zaradi tega naj bi se Agripina ponovno približala Britaniku. Možno je, da je mladega Klavdijevega sina uporabila kot opozorilo Neronu. Če je ne bi ubogali, bi lahko podprla nekoga drugega, ki ima pravico do prestola. To bi bilo nevarno za Nerona. Čeprav Britanik še ni bil dovolj star, je bil pravi sin nekdanjega cesarja. Nasprotniki Nerona bi ga lahko uporabili kot novega voditelja. Februarja leta 55 našega štetja je Britanik nenadoma umrl, medtem ko je jedel skupaj z družino cesarja, le en dan pred njegovim 14. rojstnim dnem. Po starih poročilih naj bi ga zastrupil po ukazu Nerona. Pravi se, da so mu najprej postregli vročo pijačo, nato pa dodali hladno vodo s strupom. Toda kot pri mnogih zgodbah o palači, nimamo več načina, da bi potrdili, kaj se je točno zgodilo. Neron naj bi dejal, da je Britanikusa napadla njegova stara bolezen. Možno je bil deček res bolan. Toda, ker je umrl v času, ko bi lahko postal politična grožnja, veliko zgodovinarjev verjame, da ga je verjetno dal ubiti Nero. S smrtjo Britanikusa Claudius ni imel več sina, ki bi lahko izzval cesarja. Toda Nerojev problem z Agripino še vedno ni izginil. Svojo mater je odstranil iz cesarske palače in jo namestil v lastno hišo zunaj središča Rima. Ni bila zaprta, vendar je bilo jasno, da nima več nekdanje moči. Kljub temu je Agripina ostala znana in povezana. Bila je hči Germanika, sestra Kaligule, žena Klaudija in mati sedanjega cesarja. Dokler je bila živa, so jo lahko nasprotniki Nerona uporabili proti njemu. Ko je prišlo leto 59 dneva Štalenta, se je Neron odločil, da jo dokončno odstrani. Po poročanju starih zgodovinarjev je povabil svojo mater na gostijo blizu Neapeljskega zaliva. Ko se je Agripina vračala domov, so jo vkrcali na čoln, ki naj bi bil narejen tako, da se zlomi, ko bo na morju. Del čolna naj bi se res zlomil, vendar je Agripina preživela in prispela na obalo. Stari zapisi se razlikujejo glede zasnove čolna in načina, kako je Agripina pobegnila. V splošnem pa velja, da je prvi načrt propadel, nato pa je Neron poslal svoje može, da so jo ubili. Marca leta 59 našega štetja je bila Agripina umorjena v svojem domu. V eni dramatični zgodbi naj bi pokazala na svoj tribuh in ukazala, naj jo tam zabodejo, ker je tam rodila Nerona.
Vendar ne vemo, ali je to res rekla. Možno je, da je bil ta stavek dodan samo zato, da bi bila zgodba bolj dramatična. Po umoru je vlada izjavila, da naj bi Agripina načrtovala atentat na cesarja, njeno smrt so prikazali kot to, da se je Nero branil. To, da za mnoge Rimljane je bila preprosta resnica jasna. Cesar je dal ubiti lastno mater. Kljub temu Nerova vlada ni takoj propadla. Senat in vojska sta mu celo poslali sporočila podpore. To kaže, da je v rimski politiki včasih pomembnejše preživetje in zvestoba cesarju kot iskanje resnice. Hkrati je Nero postal še bolj svoboden, Agripina ga ni več mogla ustaviti. Ob njem sta še vedno bila Seneca in Burrus. Toda pa sta Seneca in Burrus postopoma izgubljala vpliv nad cesarjem. Nero je začel več časa posvečati stvarem, ki so mu bile všeč. Rad je pel, igral na liro, pisal poezijo, igral v gledališču in sodeloval v dirkah z vozovi. V našem času je povsem normalno, da ima voditelj zanimanje za glasbo in šport, toda rimska elita je na to gledala povsem drugače. Za njih je moral cesar kazati dostojanstvo, disciplino in moč. Igralci, pevci in vozniki kočij so imeli nizek položaj v njihovi družbi. Zato, ko je Nero začel nastopati v javnosti, so številni senatorji to videli kot sramoto za cesarski položaj. To ne pomeni, da ga vsi niso marali. Nekateri navadni ljudje so ga imeli celo raje, saj je prirejal javne predstave, igre in nudil pomoč v času stiske. Močno podporo je imel tudi v nekaterih delih vzhodnega rimskega cesarstva, kjer so bili grška glasba, gledališče in atletska tekmovanja bolj sprejeti. Tukaj lahko vidimo, zakaj so spomini na Nerona različni. Za številne bogate senatorje je bil cesar, ki ni spoštoval tradicije. Za nekatere navadne Rimljane pa je bil mlad vladar, ki je bil bližje zabavi in življenju običajnih ljudi. Večina zgodovine, ki je bila napisana o njem, izvira iz višjih slojev družbe. Zato moramo biti previdni pri sprejemanju vsake zgodbe kot popolno resnico. Vendar pa to ne izbriše umorov povezanih z njegovo vlado. Leta 62 našega štetja je umrl Burrus. Ni jasno, ali je bilo to zaradi bolezni ali iz kakšnega drugega razloga. Potem je izginil še eden najpomembnejših ljudi, ki so zadrževali Nerona pred napačnimi odločitvami. Tudi Seneca se je postopoma oddaljil od vlade. Istega leta se je Neron ločil od Klavdije Oktavije. Njun dogovorjeni zakon že dolgo ni bila srečna, nista imela otrok. Medtem pa se je Neron zbližal s Popejo Sabino, bogato in vplivno žensko, s katero se je želel poročiti. Oktavijo so obtožili, da ne more imeti otrok in prešuštva. Najprej so jo povezovali z domnevnim razmerjem s sužnjem, vendar mnogi verjamejo, da so bile obtožbe izmišljene, da bi imel Neron razlog, da jo odstrani. Oktavijo so izgnali. Ko so se novice razširile, so Rimljani protestirali. Oktavijo so imeli radi, ker je bila tiha, hči Klavdija in zakoniti simbol nekdanje cesarske družine. Začasno so se pojavile govorice, da bi jo lahko vrnili kot cesarico, ljudje so celo uničili nekaj kipov Popeje. In znova so okrasili Oktavijine slike. Neron ni bil zadovoljen. Čez nekaj dni so Oktavijo ponovno obtožili prešuštva. Izgnali so jo na otok Pandaterija in jo dali usmrtiti junija leta 62 na Šteto. Stara je bila komaj 21 let. Potem se je Neron poročil s Popejo. Imela sta hčerko. Toda dojenček je umrl že po nekaj mesecih. Cesar je bil zaradi tega zelo žalosten. V manj kot 8 letih na prestolu so bili mrtvi Britanik, Agripina in Oktavija. Lahko bi razpravljali o tem, koliko izmed pisanih zgodb o Neronu je bilo pretiranih. Toda te 3 smrti jasno kažejo na spremembo v njegovem vladanju. Sprva je imel svetovalce, ki so omejevali njegovo moč, zdaj pa skoraj ni več nikogar, ki bi mu upal reči ne. In tiste noči, 18. julija leta 64 našega štetja, se je začela katastrofa, ki bo zavedno povezana z imenom Nerar in uničenjem Rima. Ogromen požar se je razširil iz okolice Circus Maximusa. V samo nekaj urah je požar požeril trgovine, hiše in ozke ulice mesta. Toda preden obtožimo Nerona, moramo najprej odgovoriti na pomembno vprašanje. Kje je bil cesar, ko se je začel požar? Pravzaprav ni resnična slavna zgodba, da je Neron igral glasbo medtem ko je Rim gorel. Ko se je požar začel, ga ni bilo v mestu. Po zgodovinarju Tacitu se je vrnil in pomagal pri pomoči prizadetim. Odprl je nekaj krajev za tiste, ki so izgubili domove, dal hrano in postavil začasna prebivališča.
Po požaru so razširili tudi ceste in nove stavbe zgradili iz močnejših materialov. Toda pa se je Nerojev ugled poslabšal, ker je na zemljišču, ki ga je prizadel požar, dal zgraditi ogromno palačo. Poimenovali so jo Domus Aurea ali Zlata hiša. Zaradi tega so se razširile govorice, da je prav on sam požgal Rim, da bi imel prostor za svojo palačo. Zato ni trdnih dokazov, vendar je veliko ljudi verjelo, ker so bili že jezni zaradi njegovega razkošja. Da bi odstranil krivdo sebe, je Neron kaznoval majhno skupino kristjanov v Rimu. Po Tacitu so nekatere vrgli z verem, druge pa zažgali. Natančno število umrlih ni znano, vendar je jasno, da je bila kazen kruta. Potem so se vladni stroški še povečali zaradi ponovne izgradnje Rima, gradnje palače in dragih javnih prireditev. Davki so se povečali, jeza senatorjev in bogatih družin pa je narasla. Leta 65 na Študu je bila razkrita pizonska zarota, načrt za umor Nerona in njegovo zamenjavo. Veliko ljudi je bilo aretiranih, ubitih ali prisiljenih storiti samomor. Med njimi je bil tudi Seneca, nekdanji učitelj in svetovalec Nerona. Ni jasno, ali je bil res vpleten v zaroto. V istem obdobju je umrla tudi njegova žena Poppaea Sabina. Po nekaterih starih poročilih naj bi jo Neron brcnil, ko je bila noseča, vendar je možno, da je umrla zaradi zapletov med nosečnostjo. Kaj se je v resnici zgodilo, ni znano. Potem se je Neron zbližal z osvobojencem po imenu Sporus. Po poročilih ga je dal kastrirati in se z njim poročil na posebni slovesnosti. To je še bolj razjezilo rimsko elito, saj so menili, da Neron ne spoštuje več položaja cesarja. Leta 66 našega štetja je Neron odšel v Grčijo. Sodeloval je na pevskih, igralskih in dirkah z vozovi. Vedno so ga razglasili za zmagovalca, tudi če včasih ni dobro končal tekmovanja. Jasno je bilo, da si noben sodnik ni upal povedati cesarju, da je izgubil. V Grčiji so ga z veseljem sprejeli, ker je imel rad njihovo kulturo. Toda v Rimu so ga še bolj videli kot vladarja, ki ga bolj zanimajo nastopi kot pa vladanje. Ko je prišlo leto 68, na štata se je začela vstaja. V Galiji je upor začel Gaj Julij Vindex in podprl Galbo, guvernerja enega dela Španije. Vindex je bil poražen, vendar se je podpora Galbi še naprej širila. Kasneje so Nerona zapustili pretorijanska garda, senat in številni vojaki. Ko je videl, da nihče več noče boriti zanj, je Neron pobegnil iz Rima. Skril se je v hiši nekdanjega sužnja po imenu Faon. Medtem so ga razglasili za sovražnika države. To je pomenilo, da ga lahko ujamejo in ubijejo. Ko so se vojaki približevali, mu je njegov nekdanji suženj Epafrodit pomagal, da se je zabodel v vrat. Neron je bil star komaj 30 let. Z njegovo smrtjo se je končala julijsko-klavdijska dinastija, družina, ki jo je začel Avgust. Toda Rim ni postal miren. V enem letu so se na oblasti zamenjali 4 cesarji. Leto 69 po krstu je postalo znano kot leto 4 cesarjev. To je pokazalo, da ni bil samo Neron problem. Rim tudi ni imel jasnega načina za izbiro novega vladarja. Ljudje pa tudi niso imeli enakega mnenja o Neronu. Mnogi senatorji in zgodovinarji so ga sovražili zaradi njegovega razkošja, umorov in sumničavosti. Vendar pa so ga nekateri navadni državljani in ljudje iz vzhodnih provinc še naprej podpirali zaradi javnih predstav in pomoči, ki jo je nudil po požaru. Zato je mogoče, da so njegovi sovražniki nekatere zgodbe o njem napihnili, vendar to ne izbriše pomembnih dogodkov. Pod njegovim vodstvom so umrli Britanik, Agripina in Oktavija. Kristjane so mučili, veliko ljudi pa je bilo ubitih po zaroti proti njemu. Pravi problem Nerona ni bil le v tem, da je postal cesar pri mladih letih. Ko je njegova moč rasla, so postopoma izginjali tudi ljudje, ki bi ga lahko ustavili. In ko je popolnoma izgubil nadzor, je zapustil Rim razdeljen, prestrašen in znova v boju za prestol. In naj še dodam, preden končamo. Po besedah Tacita je dal nekatere kristjane vreči z verem, nekatere pa zažgati. Natančno število umrlih ni znano, vendar je jasno, da je bila kazen kruta. Ko preganjanje je eden od razlogov, zakaj je Nero postal simbol zla v krščanski tradiciji. Nekateri učenjaki ga povezujejo tudi s številko 666 v knjigi Razodetja. Če je ime Nero Cezar zapisano z nekaterimi hebrejskimi črkami in v vsaki črki dodelimo ustrezno številko, lahko dobimo skupno vsoto 666.